Predstavljamo danes Simono Semenič, avtorico mladinskega romana, kako je že, da ne bom kaj, Skrivno društvo KRVZ, skozi smo leto tajno društvo PGC po glavi, se je nekaj v spomin zasidrali. Natančneje boste jutri z njo delali na tekstu, da bo pa pač se pogovarjala o tem, kaj Simona počne, kakšna je njena karierna pot, kaj ti to, da je ona napisala mladinski roman, je prej kot ne izjema kot pravilo pri njej, kot mogoče ste se že kaj vnaprej pozanimali, je v Sloveniji in tudi širše znana kot avtorica dramskih besedil. Zdaj, ne vem, obstaja izraz dramatičarka, ki je, ne vemo še, ali je ustrezen ali ni, ne vem, mi smo se hecali še od takrat, ko smo se bolj intenzivno družili z izrazom dramatesa, kakorkoli, ampak mogoče je, če ostanemo v varnih vodah, rečemo avtorica dramskih besedil, če pa te ustreza kakšen izraz, ki bi ga rada vpeljala. V redu. Pa tudi imaš proste roke. Skratka, Simona Semenič je zelo plodovita in uspešna avtorica dramskih besedil. Ko sem gledal njen CV, sem bil kar malo na koncu presenečen, koliko se je v zadnjih 20 ali več letih nabralo, ker se Simona poznava se toliko časa, kolikor traja moja zveza z Rokom, tako da to je zdaj že 19 let. Pa okej, bova začela malo bolj tako počitniško, ponoči si prišla, zjutraj pa si prišla kar z dolgih počitnic, ne? Nekje na hrvaški obali. Ja, v bistvu sem bila na hrvaški obali 4 tedne, skoraj v ponedeljek bi bilo 4 tedne, se pravi jutri. Tako da ja, no, včeraj in v bistvu sem prišla zato, da se danes družim z vami. Tako da, ja, no, zvečer smo šli na vlak in zjutraj smo prišli v Ljubljano ob 10:30. No. Tako da zaključujem svoje počitnice zdaj. Čakaj z vami. Okej. Ne vem, je super, da si bila pripravljena skrajšati počitnice za to, da se družiš z nami. Zakaj sem začel s tem banalnim vprašanjem? Zato, ker, ne vem, če si tako dolg časa na počitnicah, pa ne moreš popolnoma izklopiti iz pač svojega dela, ki ga počneš. Ti vlači s sabo na počitnice, na dopuste delo, ali lahko sploh izklopiš, se pustiš času, da naredi svoje? Ja, zdaj to odvisno je v bistvu, če imam kaj konkretnega za delati. Včasih tudi sam veliko berem ali pa študiram stvari, ki jih rabim oziroma berem in študiram stvari, ki jih rabim za pisanje, ko se pripravljam na kakšno, ne vem, dramo največkrat. Tako da uporabim ta poletni čas za študij, no, nekako. V bistvu berem neke teoretska besedila. Ampak zdaj letos in lani mislim, da tudi sem pa v bistvu pisala ves čas. No, letos mislim, da nisem imela niti enega dneva počitnic, prav zares. Mislim, vsaj v tem smislu, da ne bi pisala. Mislim, da sem prav vsak dan sedela za računalnikom vsaj 3 ure. Ampak je, saj pač, ne vem, letos moram povedati, da nisem prebrala niti ene same knjige, ker sem pač vsak prosti trenutek porabila za to, da pišem. Ampak je pa lažje mi pisati na morju kot v Ljubljani, no. Ja, pa če za začetek to moram še povedati, da Simonini dramski teksti so prosto dostopni na portalu Si gledal. Tam mislim, da je zelo veliko teh tekstov, mislim, da okrog 15 tekstov je, mislim, da na voljo, da si jih lahko preberemo. Ampak jaz sem vseeno zdaj posegal po tistih, ki so izdani v knjigi.
nekaj njenih del je izšlo v 2 knjigah. To je trilogija avtobiografskih besedil Me slišiš, in potem je še pri Beletrini so pa išla še kasnejša dela, zdaj ne vem točno, 1981, Sofije, Soldati in še Mi evropski mrliči je pa išlo v drugi knjigi. In v bistvu iz teh avtobiografskih besedil veliko zvemo o Simoni, ampak vseeno te bom kar naravnost vprašal, seveda se referiram na to knjigo, začela si že pisati seveda v srednji šoli, na raznih takšnih in drugačnih delavnicah. Zdaj pa mene zanima, očitno rada pišeš, ne? In kakšna je bila pol ta tvoja pot, da si na koncu pristala pri dramah? Ja, v bistvu začela sem nekako s kratkimi zgodbami. In mislim, se niti ne vem natančno, kako sem pristala pri dramah. Pristala sem na dramah, zato ker sem potem šla študirati dramaturgijo. In potem sem prišla v stik z gledališčem, no seveda, in potem sva z Rokom delala skupaj avtorske predstave. In pravzaprav to je bilo nekje izhodišče, no, neko tako konkreten trenutek, ko sem začela pisati dramska besedila. Tako da v bistvu nenačrtovano je šlo pač po tej poti do dramatike, no. Ja, ampak vseeno, če mi dovoliš, da malo povrtam vate, pač ti si na začetku študirala pravo, potem si za denar se ukvarjala z računovodstvom, mislim seveda za denar, za užitek se ne, ampak vseeno... Ne, nasprotno, tukaj se moramo pogovoriti. Jaz sem v bistvu v računovodstvu zmeraj uživala in še danes, recimo, ker imam pač seveda te računovodske zadeve za opravljati, v bistvu me sproščajo, no, tako. A pa to delaš samo zase, delaš tudi za druge? Ne, zdaj delam samo zase. Se pravi, to je dovolj za tvojo sprostitev, da se s svojimi številkami ukvarjaš? Ja, mislim, ko se ukvarjam s številkami. Zdaj to je eno se ukvarjati s številkami, drugo se ukvarjati z birokracijo. Se pravi, tu strogo ločujem, birokracija je nočna mora, vedno in povsod, ampak številke so pa fajn. Ja, ampak birokracija ti nudi zelo veliko materiala za tvoja dela, vendarle, ne? Tako da... Ja, je pa inspirativno vsekakor, ja. Mislim, da je Simona ena izmed avtoric, ki pač te zaplete z birokracijo na zelo zabaven in hkrati tudi kritičen način vplesti v svoje tekste. Če ne tudi kot ready-made, se spomnim, da si naredila en ready-made prav v zvezi z neko, ne vem, kaj že bilo, ali viza, ali prijava, aplikacijo za vizo, nekaj tako. In ko človek to... Pač ko Simona to dobi v roke in ko pač to dramaturško razdela na prizore, zadeva v svoji bizarnosti rata zelo zabavna, v resnici pa kar samo sebi namen, če tako pogledamo. Pa vseeno, mislim, zakaj glih dramatika? Mislim, človek se, sej, ker ljudje radi pišejo prozo, radi pišejo poezijo, za dramatiko pa vseeno, mislim, sej je kar veliko entuzijastov, ki začne sam. Kaj ti je v bistvu toliko pritegnilo, da si slišala svoje besede kot primerne za na oder, na primer? Mislim, tako, recimo meni je bil vedno in mi je še zmeraj nekje bolj privlačen film kot gledališče v bistvu, kot gledalki. Se pravi, rajši pravzaprav gledam film kot gledališče, ampak gledališče mi je pa, ne vem, kako naj se izrazim, bolj čaroben medij. Mislim, bolj nekako, ko delaš gledališče, se mi zdi, da imaš neskončne možnosti, medtem ko film je zamejen dosti bolj z birokracijo, ampak pač s tehničnimi zadevami, ne vem, še vedno je na koncu pač vse na ekranu. Gledališče je pa pač 3D, živo, in gledališče je na odru oziroma v gledališču je mogoče vse, no. Tako, meni se zdi, da je mogoče vse. Pač ti rečeš, mislim, nek banalen primer, ti rečeš, da je ta zavesa slon in gledalec bo videl slona.
Zdaj pa, če daš na film zaveso, bo gledalci videli zaveso, ne pa slona. Mislim, zdaj čisten tak zelo banalen oziroma bizaren primer, ampak ja, pač gledališče me kot umetnost vznemirja zelo in obenem tudi seveda pisanje in potem se mi zdi, da se nekako pač to zložilo eno z drugim, da je pač pisanje za gledališče postalo nekje izziv, predvsem izzivno, tako, še vedno razumem pisanje dramatike kot izziv, ker pač poskušam oziroma se trudim ne vem, kako bi rekla, iskati nove rešitve oziroma ne vem, premikati meje pri sami sebi, pri tem, kar razumem kot dramski tekst je in mi je vedno znova izzivno tako. Jaz se tukaj sam malo pojasnila publiki, zakaj toliko vztrajam pri dramskem pisanju, zato ker pač Simona je pač res v prvi vrsti dramska pisateljica, do tega mladinskega romana bomo še prišli, tako da nič bati, ker vem, da to vi prevajate, ampak se mi pa vseeno iz, recimo tudi iz prevajalskega vidika, se mi zdi pa recimo veliko bolj zanimivo, da bi se bilo ukvarjati s tvojo dramatiko, zato ker pa Simona ne piše v tem klasičnem stilu pač oseba dvopiče, kaj je rekla in potem kakšna didaskalija, ampak je pač zadeva precej drugače urejena, zadeve prihajajo med replikami, obsežnimi didaskalijami, komentarji, nekim metatekstom, če lahko tako rečemo, ampak ne bomo zdaj tukaj preveč komplicirali. V glavnem zelo je pač, v resnici ni klasičen dramski tekst, ampak lahko vidimo nastavke neke poezije, neke proze tudi, tako da se mi zdi, da te zmeraj malo vleče še nekam drugam, no, ja, tako da kakor da imaš željo še nekam drugam skočiti, no. Ja, absolutno, recimo zmeraj sem si želela napisati roman in zmeraj sem mislila, da pač ne zmorem tega, da to je čisto nekaj, ne vem, nekaj drugega kot drama, da dramatiko zmorem, romana pač ne. Ne vem, imela sem fiksno idejo, da ne zmorem si izmisliti zgodbe. Tako čisto nekaj pač likov in zgodbe, ne vem zakaj, ampak ja. Ampak ne vem pa, če bi rekla, da je to neki, recimo, mešanje žanrov, ko pišem dramatiko, oziroma pač malo, ja, da je malo proza, malo poezija, da je to zaradi tega, ker me vleče tudi drugam. Mislim, ne vleče, ampak ne pišem pa dramatike na ta način zaradi tega, ker bi me vleklo drugam. To spontano pride pač. Mislim, spontano, zdaj pač neke stvari pridejo spontano, o nekaterih razmišljam precej, preden se jih lotim. Odvisno, meni recimo, kar se tiče, jaz mislim, da v bistvu je dramatika moja taka, zato ker imam prevelik ego in ne zmorem ostati tako v ozadju, no, ampak ne, čisto resno pa ne vem, recimo pri didaskaliji se je nekje začelo to razmišljanje, zato ker didaskalija je ni vedno, ampak nekako se jo smatra kot nekaj pač tehničnega, recimo. Celo pač zdaj, če delaš gledališče z gledališkimi ustvarjalci, ni samo tehnična, ampak je odvečna. Tako da didaskalij se načeloma niti bere, ne, mislim, pač ja, se jih preskakuje. Ampak meni se zdi pa didaskalija v bistvu ravno tako pomembna kot dialog oziroma monolog, karkoli že. Tako da prvi tekst, ko sem ga napisala, sem didaskalijo uporabljala samo kot večinoma, no, kot repliko, se pravi, če je bila v didaskaliji tišina, je bil to odgovor na neko vprašanje oziroma na komentar na neko repliko.
Se pravi, sem se v prvem besedilu igrala z Didaskalijo tako, da je bila replika, sicer pač tiha, ampak replika, ne vem, se pomežikne ali pa ne vem, se obrne ali pa skloni glavo, karkoli, ampak to je nek odgovor na neko repliko. Potem drugi tekst, ki sem napisala, mislim, da je bil skoraj da brez Didaskalije, razen uvodne in zaključne. In potem sem se začela s to Didaskalijo vedno bolj ukvarjati in vedno bolj igrati. Pri Didaskaliji se mi zdi pomembno to, da mislim, da ne vem, v mojih besedilih zdaj govorim, da nekako skreira atmosfero bralcu, za bralca. To ne pomeni, da morajo to Didaskalijo potem ustvarjalci predstave uprizoriti dobesedno, daleč od tega, ampak je v pomoč nekje pri branju, da se zgodi pač neko branje, kot bi ga jaz bolj želela. Ne vem, pač da skreiram atmosfero. In obenem pač jaz smatram svoja besedila, se pravi svojo dramatiko kot zaključeno umetniško delo. Se pravi, ne potrebujejo predstave, zato da bi to šele postalo neko končno umetniško delo, ampak ko končam jaz svojo dramo, jo smatram, da pač to je zaključeno umetniško delo, se lahko bere ali pa uprizarja, ampak ne rabi pa, mislim, biti dopisano z uprizoritvijo. No. Uprizoritev ga ne dopiše, ampak uprizoritev je samo, kaj bi rekla, nek drugo življenje oziroma drugo umetniško delo tega mojega besedila. Ker sicer pač je isto besedilo oziroma je po mojem besedilu, ampak je to neodvisno. No. Pa recimo, pač vseeno je veliko tvojih tekstov uprizarjenih, a pa te kdaj prosijo za sodelovanje, da bi, ne vem, bila zraven ali da bi bila sama sebi dramaturginja? Ja, mislim, so me, zdaj pa mislim, da ne več, ampak ne maram, mislim, res se mi zdi pač, jaz jim dam svoje besedilo in pač na njih je, da ga preberejo, kot ga sami pač želijo brati, kar jim pač ponuja. Ker se mi zdi, da pač jaz sem to napisala, kakor mi je uspelo in zdaj, če jim kaj da, pač super, če pa pač sem slabo napisala in uprizorijo čisto nekaj drugega, je pač to tako, ne maram biti zraven, no, ker potem bi se verjetno res za vsako repliko tam prepirala, ker meni se zdi pač tako mora biti in no. Jutri boš namreč imela opravka s prevajalci, ki pa te bojo spraševali in ti boš mogla konkretno odgovarjati, kaj si mislila, kako si kaj zamislila, pojasniti boš mogla tudi kakšne dialektalne izraze, ker še jaz kakšnih nisem razumel, teh primorskih. Zanimivo se mi zdi pa recimo, ti si v svojih dramah res zelo, zelo kritična, ne? Tako nič ne olepšuješ, vse gre zelo direktno, zelo na nož, pa recimo, da si začela z nekimi bolj intimnimi dramami, pač odnosi, moški, ženska, družinski, potem si šla na zelo kritične družbene teme, recimo sploh 5 fantkov pika si bil tak prebojni tekst, ki je bil tudi recimo v mednarodnem okolju najbolj uprizarjan. Se mi zdi pa na nek način zabavno, ampak nič manj subverzivno je pa to, da se zadnja leta ukvarjaš s to eksplicitno erotiko na odru, sploh taka Žirebika, Štrudel, pa to Jabolko zlato in še nek tekst. To je to v bistvu, te dve, drugače pa mislim pride kakšen, ne vem, kakšen prizor, v katerem je nek seks ali pa vsaj namigi, ampak ti dve drami sta eksplicitno seksualni. Ja, ker to se mi zdi, ampak sej, to ima neko notranjo logiko, ne? Ker to vseeno izvira iz tvoje kritike mizoginije in iz tvoje kritike pač tega zatiranja ženskega užitka in ženske na splošno. Se mi zdi pa zanimivo, da pa v tem mladinskem romanu je pa popolno nasprotje, ne? Gre pa za čist, se mi zdi, kakor užitek v pisanju neke čist popolnoma druge zgodbe, ki meji že na pustolovski roman z vsemi zapleti in z domišljijo in tako, ne. Zdaj pa, če počasi greva proti knjigi, ne, dajva malo povedati o genezi tega romana, sicer to pišeš že v uvodniku, ne, da pač to je pred 10 leti si na željo svojih sinov, ki jima posvečaš neverjetno veliko del, sem opazil, ne.
Ampak kako recimo ti vitezi, pa ti zmaji, vitezi so bili prvotno mišljeni, pa niso pa zmaji. Kakor jaz tebe poznam, ti tudi pri svojih dveh sinovih si zelo spodbujala pač to neko igro, ki zbuja domišljijo. Vem, da ste skozi neki tudi sami izdelovali neke reči pa to, ne. Kako je potekal nastanek te knjige? Ko v bistvu starejši sin je rekel, naj mu napišem knjigo o vitezih, no, tako ko piše, in potem sem začela pisati in je nastalo to in ni bil sploh zadovoljen na začetku. Mislim, v bistvu sem pisala o tem, kar sem vedela, da njega vznemirja. Se pravi starejšega sina, to je bilo 10 let nazaj, takrat je imel 10 let. Mlajši sin je bil takrat pač še dojenček. In pisala sem stvari, ki sem vedela, da so njemu zanimive, ker recimo on zelo rad bere še danes, ampak bere res izključno pač te fantazijske romane in vse bere v angleščini, zaradi tega, ker niso dovolj hitro prevajani. In jaz non-stop mu težim, da mora brati tudi v slovenščini kaj. No, skratka. In potem sem pisala, pač želela sem seveda, da je v tem okolju v Ljubljani to, kar pozna, da mu bo blizu, da mu bo vznemirljivo. In ne vem, pač ti zapleti, to so ti neki zapleti, za katere se mi je zdelo, da mu bojo zanimivi, no. Tako. In potem pač so minila vsa ta leta in je tudi mlajši sin prebral in je bil moj prvi fan. Mislim, ne prvi fan te nove verzije, ne stare. Tako da to, no, mi je bilo predvsem to pač, da jim bo zabavno, da bo čim bolj raznolik jezik, to, no, nekje. No, to, kar si glih sama zdaj napeljala na ta pač raznolik jezik, tudi jaz sem si zdaj zapisal tukaj neko kratko notico, skrb za jezik. Ne glede na to, da so pač, spet bom šel nazaj, dramska dela, ne. Na prvi pogled napisana v zelo mislim, ti imaš svojo lastno normo, ne. Ampak vseeno si pa zelo natančna, kar se tiče rabe jezika, recimo, in to se vidi tudi v tem Mladinskem romanu, da skrbiš za to, da so registri različni, da se pač poigravaš z dialekti, da recimo nekomu polagaš pretirano literarne izraze, ki jih potem drug otrok kritizira. In tako, zdaj pa mene zanima, kako si se ti počutila, ker si pač vendarle morala napisati nek recimo temu, v konvencionalni maniri, kako si se počutila v tem, da si morala striktno upoštevati pač velike začetnice, pike, odstavke. Zdaj, v bistvu, ko sem, mislim, prvo pač napisala sem ga v drugi osebi, zaradi tega, ker sem pisala svojemu sinu, no, se pravi, sem se, recimo tukaj je popravljeno, ko je bilo v drugi osebi moškega spola. Potem zagotovo je še kakšna napaka, eno sem že sama opazila na strani 11. Potem sem popravila vse v drugo osebo na ta način, da pač ni spol določen. Se pravi, da je lahko za punco ali pa za fanta. Se pravi, tukaj sem se recimo pač nekje z konvencijo malo poigrala, ampak sicer pa vsekakor mi je bilo zelo pomembno, pač, da je pač slovnično pravilno in da je jezik tak, kot mora biti po normah, normativih. Ampak pač jasno, ko sem pisala za otroka, mislim, sploh se nisem ukvarjala s tem, da to sem začela pisati, kot rečeno, 10 oziroma zdaj že 12 let nazaj. Tako da takrat nisem še niti, v bistvu sem šele začela pisati z malimi začetnicami, nisem še tako zelo trdno zasidrana bila v tem kot zdaj, no. Tako. Kako to, da ti je vzelo toliko veliko časa, ker meni se zdi, da pač ti vseeno drame dokaj hitreje pišeš, no.
Odvisno, kakšno, pišem. Samo to zaradi tega, ker pač nisem imela časa? Ne. Jaz recimo drame, potem kar enkrat začnem pisati, potem gre hitro, ampak zagonski čas pa traja, tudi leto, dve, ne pišem kaj zelo hitro v bistvu. Pri tem romanu, v bistvu sem ga začela pisati, sem dobila fajl na računalniku maja 2009, to je bil prvi fajl. Potem pač sem rodila vmes, pa je šlo počasi, tako da napisala sem ga prvo verzijo v letu in pol, no. Ampak potem sem še popravljala, pa sem pošiljala na natečaj in na založbe, pa nihče ni bil zainteresiran. Potem sem pa zadnjo roko dala pred 2 letoma, se pravi 2019, in ga poslala na ta Modra ptica natečaj in pač to je to. To, ko si omenila, da tudi pač drame se vedno pač medijo, pa nekaj let preden jih zapišeš, temu se bude reče inkubacija v psihologiji. Pač ti veliko časa nameniš tudi raziskavi, ne? Ker sem to bral, pač ta rastlina Dracophyllus remedium, kaj že je? Dracophyllum remedium in potem pač ta znanstvenik iz Avstralije in potem priznam, danes sem se šele gledati na internet, da pač ta rod te rastline res obstaja, ne? Dracophyllum res obstaja, veliko vrst je, ampak ne te, ne? To je izmišljena vrsta, ne pa rod rastline, ne? Zaradi tega, ker v bistvu se mi je zapisalo, to je bilo čisto Kako? Dracophyllum obstaja. Remedium ne, Dracophyllum pa zmajev list. Ne, takrat se mi je zapisalo, to je bilo čisto po naključju, pač ko sem tipkala, da je pač na drugi strani sveta, kaj je na drugi strani sveta, in potem sem šla gledati, kaj je na drugi strani sveta, in na drugi strani sveta sem potem malo pač iskala. Endemične rastline in si našla Dracophyllum, rod Dracophyllum. Ker meni bo jasno, kaj hudiča zakaj znanstveniki iz Avstralije, mislim, zakaj toliko delač, ne? Da to je endemično za Avstralijo in Novo Zelandijo, potem se mi je vse poklopilo. Seveda pri tebi vse zadeve štimajo, enkrat si rekla, ne vem, jaz se prav spomnim, pred leti smo nekaj čvekali in potem si ti rekla, da pri Agati Kristi pa vse dramaturško tip-top, ne, tako da tudi ti paziš na vsak najmanjši detajl, nobena zadeva ni prepuščena naključju. Razen če pač mi uide. No ja, pač o tem ne govorimo, ne, se treba pohvaliti, treba se sam hvaliti, da je vse načrtovano in tako. Kaj pa ti rada bereš? Kaj si rada brala kot otrok, recimo? Dajmo tako malo šolskih vprašanj. Vse sem brala. Skratka, ko sem prišla v knjižnico, sem rekla, imate še kaj zame, in je rekla knjižničarka, nimamo, saj si že vse prebrala. No, mislim, takrat so bile knjižnice manjše. Ampak potem pač, ne vem, potem so mi začeli dajati pač neke bolj za starejše otroke. Mislim, ne vem, vse te, pač seveda, France Belk, to sem vse prebrala, pa Antonin Golič, pa ne vem, Slavko Pregl, seveda, vse te knjige. Zdaj pa za ta zmer povem, ker se mi zdi, da je tako malo, sem želela malo pokrasti, no, se pravi, zdaj upam, da se bom spomnila, malo imam težave z imeni, se opravičujem. Čarodejna kreda, knjiga, Zinkenhop, evo, uspelo mi je. Se pravi, to knjigo sem oboževala. In sicer čisto od majhnega, pač pri mladinski knjigi je šla, jaz ne vem kdaj točno, ampak v 80-ih, ko sem bila majhna, sem jo prebrala in je zelo interaktivna. In potem sem jo prebirala in prebirala in prebirala, jaz mislim, da sem še v zgodnjih 20-ih jo še kdaj prebrala. In ravno zaradi tega, ker je bila tako zelo interaktivna, mi je bila tako zelo všeč. No, recimo ta je ena od tistih knjig, ki sem jih veliko brala, kriminalke, evo. Mislim, kriminalke so res, jaz zmeraj rečem za dramaturge, kriminalke morate brati. In rajši te starejše, ker te nove so zelo senzacionalistične in skratka, ampak štimajo dramaturško lihko. No, tu sem veliko brala. Ljubezenske romane sem tudi brala na koncu osnovne šole.
Ja, super. Samo moment. Če greva še malo nazaj v zgodovino, v čas pred 15 leti. Simona je bila nekaj časa tudi direktorica gledališča Glej, to je bilo 2007-2008 se mi zdi, ne? 2007 do 2010. Do 2010 in takrat se je Simona predvsej skoraj da že na aktivističen način ukvarjala s promocijo nove dramatike, se pravi ne teh ustaljenih piscev, ampak pač teh mlajših avtorjev. In moram reči tukaj, da sem tudi jaz zraven pri organizaciji festivalov Preglej na glas, ki se nam je takrat zdel tako pač neka, delali smo z veliko entuziazma, imeli smo bralne uprizoritve, se pravi, da so profesionalni igralci ali študenti igre dejansko prebirali dramske tekste, zadeva je zelo zanimiva, veliko bolj, kakor se slišajo, tako človek opiše, ker se da skoraj da zrežirati do zadnje malenkosti. Ampak zanimivo se zdi, da po toliko letih to, kar si predvsem ti delala pa z Rokom in še z drugimi entuzijasti, kot je na primer Maja Šorli, ki je zdaj tudi teatrologinja in nekdo je bil še od teh zraven, ki se zdaj profesionalno s tem ukvarjajo, pa tudi jaz sem malo pa Barbara, ja. Simona Hammer, Peter Rezman. Peter Rezman je bil zraven, Simona Hammer je bil zraven, Zalka Grabnar-Kogoj, Miha Marek je bil zraven, to ga prevajalci zdaj poznajo bolj kot prevajalca, čeprav on je začel se kaliti kot nadebudni pisec avtorskih besedil. In zdaj, ko pogledam, potem se pa kar naenkrat čez 10 let, približno čez 10 let kasneje, so se pa kar nenadoma začeli pojavljati neki strokovni članki na to temo. Jaz se spomnim, da smo imeli nek performance, ki je bil čista zafrkancija. Naslov je bilo 9 lahkih komadov in smo imeli pač 9 ready-made tekstov, se pravi tekst, ki ni bil dramski tekst, lahko je bil karkoli, smo ga mi odigrali kot dramski tekst na odru. Simona je imela to aplikacijo za vizo, jaz sem jo navodila za pralni stroj. S tem, da smo naslove spreminjali, sem dal naslov Zlati boben. Ne vem, kako si dala pa že ti naslov svoj, se pa niti ne spomnim. Tudi jaz ne. V glavnem pač ja, in kar nenadoma so bili kar strokovni članki na ta performance, ki je trajal 6-7 ur. In s tem, da sem neke omlete vmes pekel, pa v glavnem pač brali smo drugmu tekste. Ne vem, bi malo pokomentirala ta nenavaden preobrat usode, da nekaj, kar se je nam zdel pač nek aktivizem in šala, pa niti ni bila toliko zelo šala, mi smo to načrtno pač poskušali malo sprovocirati to sceno, zdaj pa to predmet strokovne obdelave. Ja, takrat, mislim tako, dokler nismo mi malo začeli, recimo temu, trest lonca, je bila dramatika v Sloveniji zelo konvencionalna, no. Čeprav recimo v Evropi je bila že zdavnaj, recimo temu, se je pisala dramatika izven teh okvirjev konvencionalnih, tudi pri nas pravzaprav prej, ampak potem ne vem, kaj se je zgodilo natančno, ampak v bistvu je bila na voljo res samo konvencionalna dramatika, oziroma ne vem, če je bila na voljo, ampak se je uprizarjala, no tako, in nagrajevala. In mi smo potem, takrat smo bili še mladi, in mi smo potem to poskušali malo problematizirati in zaradi tega tudi ta performance 9 lahkih komadov, izpeljali smo ga mislim, na dan podelitve Grumovih nagrad, tudi poslali. 1. april. Ja, pa 1. april je bil. Pa poslali smo tudi vsa besedila pač na tečaj za Grumove nagrade. Želeli smo opozoriti na to, no, da dramsko besedilo ni samo, kot si prej rekel, dialog in malo didaskalije in pač ta nek dramski lok in ne vem še kaj vse. Tako da v bistvu je bilo v izhodišču ti performansi, ker to ni bil edini, smo imeli tudi druge, so bili nekje namenjeni temu, da prevprašujemo, no, pač kaj to dramski tekst je.
da se s tem začnemo ukvarjati. In to, pač vse to, kar smo počeli, mislim, da je rezultiralo v tem, da so stvari malo spremenile, da recimo se danes uprizarja tudi besedila, ki niso zgolj konvencionalna, oziroma ne zgolj konvencionalna. Zdaj, ali je to dobro ali slabo, ne vemo. Ampak ja, no, to je bilo nekje v izhodišču, je bila naša motivacija. In potem seveda pač te bralne uprizoritve, festival Preglej na glas. Mi smo na festivalu Preglej na glas uprizarjali besedila iz tujine tudi, delali smo izmenjave s tujino, potem smo knjige objavljali dramskih besedil. En tak manko je bil, no, na tem polju, predvsem izobrazbe, recimo, ker takrat še ni bilo na GRFT-ju dramskega pisanja, danes je. Se pravi, tu se je zgodilo potem par let po Pregleju. Ti še zmeri učiš dramsko pisanje, ampak izven GRFT-ja. Ja, jaz učim, no, vodim delavnice, zdaj ne vem, če se pač ja. Kakorkoli, no. Ja, v Trubarjevi hiši literature, to je enkrat ali pa dvakrat mesečno, tako da ja, ampak tu je pač tak, ja. Zdaj, glede na to, da so v tvojem občinstvu praktično sami prevajalci, kako pa ti gledaš na prevode svojih dramskih tekstov v tuje jezika, jih je kar nekaj, a imaš prešteto, kaj vse prevedeno, pa tam Barbara Skubic ima neke prste vmes. Ja, v bistvu vsa moja besedila v angleščino prevede Barbara, zdaj zadnja leta, no, mislim, da ja, veliko večino, no, da zdaj je prevedla Barbara. Se opravičujem. In potem pa pač, ja, zdaj Slovenija je, mislim, je pač slovenščina, je tako majhen jezik, da žal se dogaja kar veliko to, da prevajajo mi iz angleščine, ne pa iz slovenščine potem z besedila. In mislim, ne vem, tukaj imam jaz kar težave s tem, zaradi tega, ker tako pač že v angleščino, ko se prevaja, je nemogoče mislim, jaz sem malo, ne vem, ko se temu reče, sitna, no, kar se tiče jezika, ampak pač se ne da, enih stvari se ne da prevajati, prevesti na ta način, da bi bilo čist isto. In potem, če prevajajo pač iz angleščine, moje tekste, En korak dlje, ja, to problematiko poznamo, tako da gospe in gospodje prevajalci, prevajalke, res je, oglejte njene tekste na portalu Si gledal, se splača jih prebrati, tako da bo pač, ker si zaslužijo te teksti več prevodov, pač neposrednih prevodov, ne vsekakor. A misliš, glede na to, da pač ta tvoj dramski aktivizem imel nek efekt, misliš, da bo imela tvoja knjiga tudi, si že dobila kakšne vtise kakšnih drugih bralcev, razen od svojih sinov? Ja, mislim, ti vtisi so tako, no, mislim, super, dobiš odziv. Je bil kakšen negativen, no, da ne bo? Ne, negativnih ne dobiš, ravno to sem hodila povedati. Jaz dobim tako SMS od kakšnih otrok, od kakšnih znancev in so navdušeni in pač, ali pa ne vem, si jih srečam na ulici in povem staršeče, tu je Simona. Mislim, ampak tu pač seveda zmer se ti oglasijo samo tisti, ki pač imajo lepo izkušnjo, tako da ne vem, v bistvu ne vem, mislim, bere se, tu vidim, ampak ne vem. Ja, prejle pri kavi sem nekaj omenila, da se mi zdi zanimivo, da je pač ta knjiga napisana tako, kot bi bila napisana za pač najino generacijo, ne, se pravi pred internetno, pred telefonsko, in potem se mi postavila na trdna tla, da si imela samo težave s tem, pri katerih letih so otrokom dovoljeni telefoni, od katerih let naprej lahko, in da pač se morajo otroci zamotiti drugače, ker sem bil vas navdušen, ja, da je to poklon prosti igri na prostem, ker se otroci pojejo po Ljubljani brez nadzora, da raziskujejo neke zaraščene vrtove. Je tudi, vsekakor. Zaraščene vrtove in se mi zdi, da ja, mogoče zdaj nimate
neke te jasne pedagoške note, kot ne bi imel mladinski roman, ima pa pač tam to neko sporočilo, ki slavi neko svobodo, te neke zaraščene vrtove, zapuščena dvorišča in podstrehe. Ok, to je že kar spedena, no. Ampak ja, se ti zdi, da v Ljubljani nekaj izginja? Ja, zmaj. Je zmaj. Ja, mislim, absolutno se mi zdi dobro. Jaz sem zdaj v Ljubljani, koliko, 23 let v bistvu. Mislim, jaz Ljubljane, pač kot otrok Ljubljane ne poznam. Mislim, otroštvo sem preživela v Ajdovščini, ampak ne vem, meni se zdi, jaz rečem, da je pač ta center Ljubljane Legoland, da ni pač nek center, v katerega bi šel in pač kot recimo temu prebivalec mesta, da bi se sprehodil skozi center pač in šel na eno pijačo, ampak je Legoland. Pač za turiste, kulise in ne vem, nimam kje spiti kave v resnici. Zdaj, recimo, ko je bila korona in ni bilo turistov, mi je bilo super. Ampak ne, saj vem, mislim, turisti pač je prav, da so tudi, mislim, okej, ampak nekako se mi zdi, ja, ti zaraščeni vrtovi, to vse pač zginja, vse nek fujno. Ja. Mislim, ne vem, jaz imam pač, recimo, jaz živim v vrstni hiši in ko sva šla, sinom sva šla pogledat, ko smo kupovali in je bil čist zaraščen vrt, ampak res džungla. In potem, ko sva to videla, sem rekla, evo, tukaj hočeva biti. Ampak oba, tudi on, ne vem, pač otroci se mi zdi, da imajo radi pač te neke kotičke neobljudene oziroma možnosti raziskovanja. Zdaj pa, če vse čist tako zrihtano, pač ni skrivnosti, ni, ne vem, draža, ni vznemirljivost. A pa bi napisala kaj takega v tej maniri, recimo, da slavi to skrivnost tudi za odrasle, ne? Ker pač v svojih delih za odrasle... Če sem napisala erotične drame. Ja, no, okej. Dober si me. Okej, govorila sva o tvojih temah, pač družbena kritika, tretja, četrta, mizoginija. Kaj pa so še teme, ki bi jih rada obdelala? Misliš, da to, kar se zdaj dogaja, to, s čimer se ukvarjaš, da je to še neizčrpen vir? Ma ja, zmeraj. Jaz mislim pač, ne vem, mizoginija je neizčrpen vir. Mislim, lahko se do konca življenja ukvarjam z mizoginijo in še po smrti. Mislim... To je zelo žalostno obet. Ja, ampak glej, mislim, mi ne ostane zdaj kaj, ne vem koliko. Ja, te stvari pa tudi, mislim, se vidimo sami, mislim, na eni točki se nam zdi, ne vem, abortus nekaj vsakdanjega, zdaj se pa spet pogovarjamo o tem, če je to okej ali pa ne, ali pa če bi bilo treba pač spet prepovedati ga. Mislim, to je, ne vem, tako malo, bom rekla, malo patetično, ampak nenehen boj. Mislim, da tu ne, mislim, mi se malo polenimo potem vmes, ampak potem pač pride reakcija. In ja, so pa vsekakor tem ogromno, ko recimo, ko me zanimajo, ko bi se z njimi ukvarjala in se bom najbrž. Eno vprašanje, ki je pa čist mim in tudi lahko rečeš, da ni v redu, ampak sem se že pred časom s tem ukvarjal, pa ne se bati, zadeva je zelo trivialna. Namreč Simona živi tik nasproti infekcijske klinike, ne, na Japrevi. In ta infekcijska klinika je pa zdaj v času korone postala zelo znamenita stavba, zato ker pač skoraj vsak dan smo videli ta vhodna vrata, ko so te zdravnice dajale izjave. Kako pa je pač ta medijska pozornost do infekcijske klinike, je kaj prišla sploh do tebe, ki ti res živiš praktično res nasproti, no, na isti ulici? Ma ne, medijska pozornost ne, sam pač kaos non-stop nenehen je bil. Sam tako je, pač smo tam, je urgenca čist zraven, non-stop so rešilci, jaz jih sploh ne slišam več, helikopterje slišam. Tako da ne, mislim, da ni nič kaj posebnega. Okej, zdaj glede na to, da
se boste vi še pogovarjali jutri na delavnicah z ozrlanimi hrbti in vem, da vsi pogledujete počasi. Ja, jaz tudi pogledujem počasi proti tisti mizi. Tako da, ja, prevajalske delavnice in seminar terja pač nek tudi telesen vložek, ki ga je treba potem nekako nahraniti. Tako da hvala za zdaj, da ste pač prišli in da ste tako lepo pozorno spremljali ta pogovor. Hvala Simoni, da je prišla, da si je vzela pač čas in skrajšala svoje bivanje na morju, zato da je lahko tukaj in da pač deli svoje, kako hočem reči, pač da vam je na voljo za delavnice. Hvala.